Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, dober večer in lepo pozdravljeni v naši tedenski izdaji. Danes bomo čisto nogometno razpoloženi. Zakaj smo Celjanke, Celjani in vsi ostali lahko izjemno ponosni na knežje mesto in kako bomo pozdravili nogometaše kmalu v našem knežjem mestu, bova govorili z gostjo, ki bo povedala čisto vsako podrobnost, vsaj pa povabila na Evropsko prvenstvo, ki se bo v Celju kmalu zgodilo. Več seveda v nadaljevanju, vabljeni, da ostanete v naši družbi. Tako, zdaj pa gremo v dres na zelena igrišča za žogo in v studiu najprej pozdravljam Katarino Karlovšek. Katarina, dober večer. Dober večer. Ste koordinatorka lokalnega odbora za promocijo prvenstva v Celju, pomembnega prvenstva v Celju, gre za Evropsko prvenstvo v nogometu U21, ki se bo kmalu zgodil tudi v knežjem mestu. Celje je namreč eno izmed 4 mest, v katerih se bodo igrale pomembne tekme. Tako je. Bliža se največji nogometni dogodek v Sloveniji, Evropsko prvenstvo v nogometu UEFA U21, torej do 21 let. To prvenstvo prvič poteka v 2 državah, v Sloveniji in na Madžarskem. In kot ste omenila, Celje je ponosno gostitelj Evropskega prvenstva v nogometu do 21 let. Ponosni smo na to in mislim, da se v Celju že čuti to pričakovanje in napetost ob prihodu tega prvenstva v Celje. Zdaj, preden razširiva temo, kaj se bo dogajalo, kako se pripravljate na ta pomemben dogodek, Katarina, datumsko ste Celjani vpeti v Evropsko prvenstvo kdaj? Točno čez en mesec, danes na današnji dan, smo začeli odštevati točno 30 dni do začetka prvenstva, do prve tekme, ki bo v Celju. 24. marca se bosta spopadli ekipi Češke in Italije, to bo prva tekma v Celju. In sledi potem 27. marca tekma med Slovenijo in Italijo. In pa zadnja tekma, ki bo v Celju, 30. marec, tekma med aktualnimi evropskimi prvaki, Španci in Italijani. Zelo bo zanimivo. Pomemben dogodek zahteva izjemno veliko organizacije. Večkrat rečemo, da se je Celje vedno dobro znašlo pri organizaciji pomembnih dogodkov. Ogromno smo jih že imeli, ogromno ste jih že izpeljali. Tudi Evropsko prvenstvo U21 je eno izmed takih, čeprav se mi zdi, da zdaj po vseh teh časih še bolj odgovorno, še več je treba mogoče usklajevanj, še več promocijskih aktivnosti in vsega, kar spada zraven. Gre za izjemno zahteven dogodek, verjetno, ne, za promocijo. Kako ste se sploh lotili vsega tega? Ponos je eno, čaka pa potem še trdo delo, verjetno, ne, da vse skupaj izpeljete. Res je. Približno 50 članov lokalnega organizacijskega odbora dela že dobro leto in smo na začetek prvenstva že zelo dobro pripravljeni. Veliko pozornost smo posvetili temu, da je navzven vidno, da tako velik dogodek prihaja v Celje. Mesto je že lepo oblečeno, preoblečeno v kreativo tega prvenstva in prav je tako. Včeraj je neko praznično, karnevalsko podobo dobilo tudi staro mestno jedro. Zavod Celeja Celje je izobesil pozdravne zastavice za vse, ki tu živimo in tudi obiskovalce. Ravno sedaj sem si ogledala promocijski spot, ki bo čez nekaj trenutkov objavljen na strani Nogometne zveze Slovenije v smislu odštevanja do prvenstva. In v tem promocijskem spotu je Celje lepo prikazano. Čudovito se vidi stadion, staro mestno jedro, Stari grad. Tako da to prvenstvo predvsem prinaša eno veliko prepoznavnost Celju. Celje bo s tem prvenstvom se pozicioniralo in se postavilo ob bok drugim evropskim mestom, ki so ali pa bodo v prihodnje gostili
velike dogodke in UEFA in to je čudovita popotnica tudi za turizem, kajti znano je, da nogometni navdušenci radi obiščajo kraje, kjer je bil nek dogodek UEFA in jaz mislim, da se nam bo v prihodnje to zelo dobro poznalo tudi na obisku Celja. Tako, Celje lahko absolutno samozavestno stopi ob bok vsem večjim mestom in državam, ki bodo torej tudi soorganizatorice prvenstva. Leta niso številka, leta niso pomembna, to so slogani, ki nekako spremljajo letošnje evropsko prvenstvo. Tako je. Čudovit slogan leta so samo številka. Vsak si lahko po svoje razlaga ta slogan in tudi prav je tako. Seveda sporoča predvsem to, da vsakemu lahko uspe, ne glede na to, koliko je star. Sporoča tudi to, da te zvezdniki, nogometni zvezdniki, ki prihajajo tudi v Celje, polno jih je v italijanski reprezentanci, španski, tudi slovenski, so mladi, ampak to še ne pomeni, da niso izvrstni v tem, kar počnejo. To so že svetovni zvezdniki, nekateri še bodo v prihodnje in leta nič ne pomenijo, da ne bi bili najboljši tekmovalci na svetu. Hkrati pa moram omeniti tu naše odlično sodelovanje z stanovalci doma Sveti Jožef. Tudi njih smo povabili k sodelovanju, da nam pomagajo v času priprav na prvenstvo in oni se izvrstno pripravljajo. Vsak teden obravnavajo eno državo posebej, jo spoznavajo in mislim, da bojo v naslednjih dneh izpeljali tudi fotonatečaj. Nogometni klub Celje jim je za čas fotonatečaja posodil svoj zlati grb, ki so ga prejeli oziroma pokal, katerega so prejeli ob naslovu državnih prvakov. Tako da zelo sem vesela, da so se tudi oni vključili, hkrati so pa tudi oni zelo veseli, da smo jih povabili k sodelovanju. Po vsem tem, kar je za nami eno tako težko leto, se mi zdi, da je prav, da sodelovanja tovrstna se vzpostavljajo tudi naprej. Celje je izjemno športno mesto, to poudarjamo že vrsto let in že vrsto let to dokazujejo tudi športniki. V več kot 80 klubov športnih društev so vpeti. Zelo pomembno je tudi, da ima Celje mlad podmladek, tudi izjemno uspešen. Pomembno je tudi, ko ste rekli, Katarina, da recimo pri domu Svetega Jožefa sodelujejo stanovalci. Zanimivo je tudi, da se je Osrednja knjižnica Celje lotila enega takega zanimivega projekta, v katerem je vse knjige o nogometu, ki jih imajo v knjižnici, postavila na eno mesto in tako lahko se še sami malo poučimo o nogometu, če nam to ravno ni bila najpomembnejša postranska stvar na svetu. Tako. Zelo sem vesela, da številni posamezniki, organizacije in podjetja se aktivno vključujejo v priprave na prvenstvo in se mi zdi to zelo lepo in tudi pravilno, ker v bistvu to je čudovita promocija Celja, organizacije same, kar preko komunikacijskih kanalov Nogometne zveze Slovenije in UEFA dosegamo res ogromno odziva verjetno, navdušencev in ostalih, ki spremljajo prvenstvo. In predvsem pa želim poudariti to, da je pravzaprav naša odlična športna infrastruktura in naše odlične izkušnje kot organizatorji športnih dogodkov v preteklosti, da je to dvoje pravzaprav razlog, da smo lahko ponosni gostitelj Evropskega prvenstva v nogometu. Tako, absolutno, pa tudi če se pokaže, da Knežje mesto zna sodelovati z inštitucijami, s posamezniki, je to še toliko pomembneje. Tako, to je najlepši pokazatelj, da smo v Celju odlični organizatorji, odlični gostitelji, ker pravzaprav vsi se moramo pri tovrstnih dogodkih povezati, šport povezuje, nogomet še toliko bolj. Mi tu v Celju s tem prvenstvom dokazujemo, da je to prava pot.
Ogromno prostovoljcev imate tudi, Katarina, da se še zdaj malo samo proti koncu najnega pogovora obrneva na vse tiste, ki pomagajo dejansko, ne? Na tiste posameznike. Verjetno so prostovoljci tisti, ki so gonilna sila tudi tokrat. Tako, zelo sem bila vesela, ko je Nogometna zveza Slovenije objavila poziv, povabilo k prostovoljcem, da se prijavijo, da pomagajo na posameznih prizoriščih oziroma v posameznih krajih, in v Celju se je prijavilo pravzaprav rekordno število prostovoljcev, kar kaže, da dobro delamo, kar kaže, da imamo neko tradicijo organizacije športnih dogodkov in da je promocija prvenstva dobro zastavljena v Celju, da gre v pravo smer, in lahko bi rekla, da mislim, da bo to eden izmed bolje organiziranih dogodkov v Celju. To sem prepričana. Super, se že veselimo, ko se končno vse skupaj začne, kot ste omenili, že čez en mesec navijamo za prvo tekmo, potem 27. pa tudi za naše nogometaše slovenske. Točno tako, mi v Celju smo že zelo dobro pripravljeni na začetek prvenstva, ne glede na to, kakšna bo situacija čez en mesec, ali bodo obiskovalci ali ne, tega uradno še ne vemo. Mi smo pripravljeni, kot da v Celje pride 24. marca 13.000 obiskovalcev, kolikor je kapaciteta stadiona, pa ne samo na to, da bojo prišli in da bojo prišli na stadion, zelo dobro smo pripravljeni tudi na to, da pridejo v mesto, si ogledajo mesto, si ogledajo naše kulturne, zgodovinske in turistične znamenitosti in potem z odličnim vtisom o samem mestu odidejo domov. S hashtagom Visit Celje, ko se bodo slikali in pošiljali svoje občutja preko družabnih omrežij. Tako. Visit Celje je eden izmed seveda pomembnih teh hashtagov. Mi pri tej komunikaciji uporabljamo še U21 in H means nothing, se pravi v angleščini ta naš slogan. In s ponosom pričakujemo in odštevamo do 24. marca. Absolutno tudi mi in spremljamo vse skupaj. Katarina, hvala lepa za tale pogovor v studiu. Vse informacij boste v javnost dali še ogromno. Se mi zdi, da vsak dan pride kaj novega. Se še pohvalite s kakšnim dosežkom, ki ga pripravljate v sklopu promocije, torej Evropskega prvenstva U21. Ki bo torej čez en mesec in čez en mesec vsi navijamo. Upamo seveda ob epidemioloških razmerah ugodnih na igrišču, na tribunah, drugače pa absolutno preko televizije, preko radio, preko vseh omrežij, glavno, da smo skupaj in da se srečujemo na zdrav način. Tako, prenos tekem bo na televiziji Slovenija. Pravzaprav vse evropske države bodo prenašale preko javnih televizij nogometne tekme, tako da takrat, ko bo prenos tekem iz Celja, mislim, da bo vsem nam močno bilo srce. Ponosni bomo, ko se bo ime Celje in naš stadion in tudi pred začetkom tekme en tak promocijski film Celja zavrtel po celi Evropi in širše, pravzaprav po celem svetu gre prenos teh tekem. In nogomet je pomemben šport, veliko emocij je v nogometu in vse to se bo na nek način prelilo na ime Celje in na to smo res lahko ponosni. Absolutno. Katarina, hvala lepa. Dobro organizacijo še naprej, naj vam uspeva in torej, ko bo prišel tisti dan D, verjetno bomo vsi skupaj navijali in imeli kar malo po domače rečeno cmoka v grlu, ko bomo videli tudi naše čudovito knežje mesto po televiziji. Drži, ne, na koncu samo še omenim, da seveda smo v Celju ponosni na naše državne prvake v nogometu, Nogometni klub Celje in dva nogometaša iz članske ekipe Nogometnega kluba Celje bosta igrala tudi v ekipi U21, tako da še sploh zaradi tega navijemo za naše. Še en poseben razlog, tako da smo srcem dejansko na igrišču, tako kot radi rečejo tudi za igralce. Hvala lepa, srečno in absolutno se srečamo na tribunah ali pa, ko navijamo za naše nogometaše in dejansko čestitamo vsem vam, ki se tako trudite pri promociji tega prvenstva. Srečno. Hvala lepa, srečno. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje.
S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Potrebujete darilo, a nimate ideje? Za rojstni dan? Desetak. Za posebne priložnosti? Desetak. Darilni bon, ki izpolni vse želje. 5 nakupovalnih središč, 450 trgovin, en darilni bon. Tako, od nogometnih zelenic pa gremo zdaj tudi v zeleno čudovito okolje. Družba za upravljanje terjatev bank bo namreč na e-dražbi poskušala prodati večstanovanjski objekt v Vojniku. Več o vsem tem pa v reportaži. V središču Vojnika stoji večstanovanjska stavba, ki jo je že leta 2015 prevzela Družba za upravljanje terjatev bank. Objekt je že predtem nekaj let propadal zaradi stečaja podjetja Finstar. DUTB je v tem času izvajala razne aktivnosti za zagotovitev uspešne prodaje objekta, ga tudi aktivno tržila preko različnih kanalov, a zaenkrat neuspešno. Se pa bo to zdaj morda spremenilo. DUTB namreč marca pripravlja e-dražbo, na kateri bo objekt še zadnjič poskušala prodati. Opažamo povečan interes po objektu, v katerem se danes nahajamo. Seveda ponudbe, ki smo jih dobili, nekoliko odstopajo od naše oglaševane cene, ki je trenutno 1,9 milijona evrov. Zato smo se v bistvu tudi odločili, da nadgradimo ta naš klasičen prodajni postopek z elektronsko dražbo. V bistvu je pa pri nas to danes noviteta, ker bo dražba v bistvu zniževanjem izklicne cene. Večstanovanjski objekt se prodaja preko e-dražbe po tako imenovanem nizozemskem tipu. V bistvu dražba z zniževanjem izklicne cene poteka tako. Mi določimo to našo oglaševano ceno, ki bo tudi izklicna 1,9 milijona evrov, pol pa se v bistvu cena na 20 sekund znižuje po korakih. Te koraki so 10 tisoč evrov in v bistvu tisti ponudnik, ki bo prvi oddal ponudbo, bo tudi zmagovalec. Objekt v Vojniku je danes potreben celovite prenove, prav tako je treba zanj pridobiti uporabno dovoljenje. Ima pa že pridobljeno gradbeno dovoljenje. V 5 etažah se nahaja 43 stanovanj v velikosti od 41 do 116 kvadratnih metrov. Zunaj in znotraj objekta so zagotovljena parkirna mesta. A je potrebna prenova, da bo objekt lahko zaživel. V bistvu vložek v zgradbo je verjetno kar zajeten. Zgradba je po domač povedano že malo zmatrana, je letnik 2009. Vidimo, da je potrebna temeljite prenove. Mi zdaj naših ocen ne bomo dajali ven, to si mora vsak investitor v bistvu sam zračunati in tudi na podlagi tega oddati ponudbo.
Dejstvo pa je, da bo investicijo verjetno glede na trenutne razmere v gospodarstvu in povpraševanje po nepremičninah lahko dokaj hitro zaključil, saj smatramo, da je povpraševanje po stanovanjih v tej regiji kar visoko. Stavba je umeščena v prijetno, mirno in zeleno sosesko. V neposredni bližini je vsa potrebna infrastruktura, ki zagotavlja urbano udobje v mirnem in prijetnem okolju. Res pa je, da je naša lokacija zanimiva, da je prvič blizu mestnega jedra, drugič pa tudi dobro povezana z cestnim omrežjem, tudi dostop do avtoceste zelo zanimiv. Hkrati pa seveda tudi sama občina je, kar se tiče naravnih danosti, lepa, pa tudi sama ponudba znotraj občine je urejena, imamo urejeno predšolsko varstvo, šole, tudi pravzaprav vso to infrastrukturo, trgovsko, zdravstveni dom, odnosno zdravstveno postajo, tudi dom starejših občanov, tako da bivanje v občini Vojnik je res prijetno, dobro in to seveda potrjujejo tudi podatki statistični, ki pač kažejo vsako leto povečanje števila prebivalcev, nekaj na račun natalitete, več še pa na račun priseljevanja v našo občino. V Vojniku zadnja leta beležijo povečano število povpraševanj po stanovanjih. Prepoznano je bilo namreč razmerje, ki nudi odlično lokacijo, strateško lego in zeleno okolje. Ja, seveda več zornih kotov je, ki kažejo na pomen tega in seveda to, da imamo nedokončan objekt, ki že nekaj časa propada, je seveda ena od slabosti v naši občini in si zato nekako želimo, prizadevamo, da to saniramo. V preteklosti je seveda temu botroval pravzaprav stečaj podjetja, ki je to gradilo in iz tega stečaja pač potem vse te slabosti, ki so nastale. S tem, ko je DUTB prevzela v bistvu objekt v last, je pravzaprav se prvič pokazala možnost neke pametne rešitve. Tudi je nekaj časa bilo potrebno, da se je na tej točki premaknilo, ampak jaz moram reči, da sem zelo vesel tega, da se zdaj pripravlja prvič tudi ta dražba, ki bo nekako omogočala tudi ne samo izklicno ceno, ampak znižanje cene in jaz se seveda nadejam, da bo se našel tudi interesent, ki bi v tej smeri našel rešitev. DUTB je doslej izvedla več kot 160 dražb za posamezne nepremičnine, ki so se izkazale kot uspešen in transparenten način prodaje nepremičnin. Prednosti e-dražb vidijo predvsem v maksimiranju prodajne cene, transparentnosti prodajnega postopka in v tem, da je kupcem oziroma dražiteljem v vsakem trenutku znana zadnja izklicna oziroma ponujena cena nepremičnine, kar pri izbiranju nezavezujočih ponudb ni mogoče zagotoviti. Prav tako je prednost dražbe ta, da praviloma traja relativno kratek čas, zaradi česar je postopek prodaje precej hitrejši. A lahko se zgodi, da dražba ne bo uspela. Na DUTB pojasnjujejo, da imajo za vojniški primer pripravljen plan, če pride do takšnega razpleta. Ja, v bistvu vedno obstaja nevarnost, tako kakor temu rečemo, da kupca ne bo. Zato imamo mi pripravljene tudi že nadaljne scenarije. Eden od teh je tudi, da mi sami gremo v dokončanje in pol prodaja po posameznih stanovanjih. E-dražba bo potekala 22. marca od 9. ure dalje, nanjo pa se vsi zainteresirani z varščino v višini 50 000 evrov prijavite najkasneje do 15. marca. Na e-dražbo se lahko poleg tega prijavite tudi le z vso potrebno dokumentacijo. Vse informacije najdete na spletni strani Družbe za upravljanje terjatev bank. Kako pomembno je, da slovenski trgovci predvsem ponujajo na policah lokalno, slovensko, pridelano, kvalitetno hrano, se absolutno že nekaj časa zavedajo tudi v skupini Tuš. Kaj so tokrat pripravili in kakšne nagrade so ob tem osvajali v nadaljevanju? V sklopu projekta Ana Roš in Tuš smo povezali na eni strani vrhunsko kulinariko z lokalnimi sestavinami in na domač krožnik slovenskega potrošnika pripeljali vrhunske slovenske izdelke po recepturi kuharske mojstrice Ane Roš. Kruh z drožmi je ena najstarejših živil, ki jih človeštvo pozna, je zdrav kruh. Njegova fermentacija je počasna in zato je lažje prebavljiv. Največji izziv predstavlja to, da butičen izdelek pripeljemo na police, na trgovske police in ga približamo v svoji sestavi in strukturi pripravi na domačem krožniku.
Mislim, da smo imeli 5 mesecev preizkusov, preden smo lahko izdelek lansirali. Namreč industrija zelo težko prenese eno tako delikatno živo bitje, kot so droži, za katere moraš zares skrbeti. Droži se starajo oziroma zorijo 48 ur, preden gredo v obdelavo, naprejšnjo obdelavo kruha. Pirine droži dobijo v tem času posebno aromo. Izbrali smo piro, ker smo našli eno čudovito slovensko piro in je eno od žit, ki je pravzaprav pozabljeno. In hkrati ta izdelek moramo delati vse ročno, saj nikakor ne bi šlo to strojno, ker s tem, ko delamo ročno, ohranjamo strukturo, ki jo pri vzhajanju oziroma pri zorjenju kompletne mase naredijo pirine droži. Tako da smo zamenjali nekaj pekarn, zamenjali in prilagodili veliko receptov, da smo končno lahko prišli do končnega izdelka, ki je, vsaj po mojem mnenju, dejansko izjemen. V Tušu preko različnih projektov podpiramo slovenske zgodbe, slovenske pridelovalce in predelovalce in jih s tem približujemo slovenskemu potrošniku. Še zadnja rubrika tokratne tedenske izdaje. Z nami je načelnik upravne enote Celje, Damjan Vrečko. Radi bi zaprli oziroma prenehali z obstojem društva. Kako to izvesti in kakšna je cena? Kako je z dolgovi društva oziroma ali je njihovo predhodno poplačilo pogoj za izbris društva iz registra? Postopek za izbris društva iz registra društev na zahtevo društva se prične z oddajo vloge. Ustrezna vloga je objavljena tudi na ustrezni spletni strani, kjer pa se k vlogi potrebujejo naslednji dokumenti. Zapisnik zbora članov društva, na katerem je bil sprejet sklep o prenehanju društva in določen prevzemnik premoženja društva, kot na primer ime drugega društva, zavoda, ustanove ali druge nepridobitne pravne osebe s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva, kot je navedeno v temeljnem oziroma ustanovnem aktu društva. Nadalje, poročilo o razpolaganju s premoženjem društva, iz katerega je razviden obseg sredstev in drugega premoženja društva, način poravnave vseh obveznosti društva, višina neporabljenih javnih sredstev, način njihove vrnitve proračunu in način prenosa preostanka premoženja društva na prevzemnika društva. Upravna taksa znaša 22,60 evra. Društvo mora imeti torej poravnane vse dospele dolgove. O sklepu o prenehanju društva mora zastopnik društva obvestiti upravno enoto v 30 dneh in zahtevati izbris društva iz registra društev. Izpolnjen obrazec s prilogami zastopnik društva pošlje priporočeno upravni enoti, na območju katere ima društvo svoj sedež, lahko pa ga tudi seveda vloži tudi osebno, neposredno na vložišču pristojne upravne enote. V katerih primerih je mogoče pridobiti oziroma imeti dvojno državljanstvo? Če je posameznik državljan Evropske unije, mu v postopku za sprejem v slovensko državljanstvo ni potrebno predložiti dokaza, da ima odpust iz dosedanjega državljanstva, če obstaja med državama vzajemnost. Prav tako posamezniku ni potrebno predložiti dokaza o odpustu iz dosedanjega državljanstva, če je brez državljanstva, če dokaže, da ga po zakonu njegove države izgubi z naturalizacijo, če dokaže, da njegova država ne odloči o vlogi za prenehanje državljanstva v razumnem roku,
in če dokaže, da njegova država ne daje odpusta ali da prostovoljno pridobitev tujega državljanstva šteje za nelojalno dejanje, ki je sankcionirano v njenih predpisih. Dokaza o odpustu iz dosedanjega državljanstva ni potrebno priložiti, če je posameznik vložil vlogo za slovensko državljanstvo na podlagi 12. člena Zakona o državljanstvu in je slovenski izseljenec ali njegov potomec do 4. kolena v ravni vrsti, če je izgubil slovensko državljanstvo na podlagi odpusta ali odreka, če je rojen na območju Republike Slovenije in dejansko živi v Republiki Sloveniji od rojstva dalje, če je oseba s priznanim statusom begunca v Republiki Sloveniji, če gre za osebo brez državljanstva, torej če je apatrid, če je poročen s slovenskim državljanom, vendar mora s tem soglašati Vlada Republike Slovenije, če matična država predpisuje za prenehanje državljanstva izpolnitev pogojev, ki bi zanj pomenila ogrožanje življenja ali eksistence, ali če bi prenehanje izvornega državljanstva pomenilo izgubo lastninske pravice na nepremičnini oziroma pravice do posedovanja nepremičnin. Pri sprejemu tujca v državljanstvo Republike Slovenije za izredno naturalizacijo prosilcu dopuščamo ohranitev prejšnjega državljanstva. Pri pridobitvi državljanstva po rodu je možna pridobitev dvojnega državljanstva v primerih, če je otrok rojen v mešanem zakonu. Otrok pridobi državljanstvo Republike Slovenije po tistem od staršev, ki je državljan Republike Slovenije. Po drugem od staršev pa lahko v skladu s predpisi države, katere državljan je, pridobi državljanstvo te države. Slovenska zakonodaja ne predpisuje avtomatične izgube slovenskega državljanstva, ko slovenski državljan pridobi državljanstvo tuje države. Nobena država ne more posegati v suverenost druge države. Zato tudi Republika Slovenija ne more svojim državljanom priznavati državljanstva tuje države. Od tuje države je torej odvisno, ali bo od prosilca zahtevala, da se v postopku za pridobitev njenega državljanstva odpove slovenskemu državljanstvu. Večina držav sicer zaradi preprečevanja dvojnega državljanstva predpisuje za sprejem v njihovo državljanstvo odpoved dosedanjemu državljanstvu ali avtomatično prenehanje državljanstva, če njihov državljan prostovoljno na lastno prošnjo sprejme tujo državljanstvo. Imam stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Želel bi, da prideta k meni živet hči in žena iz Srbije. Kakšen je postopek? Kakšni so pogoji, da tudi hči in žena pridobita stalno prebivališče v Republiki Sloveniji? Vkolikor imate izdano dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, lahko zaprosite na pristojni upravni enoti za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine za hčerko in ženo. Vlogo dobite na upravni enoti ali na spletu. Prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine je potrebno priložiti fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij, potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca, dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji, kadar tujec navede,
da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovanje. Priložiti je potrebno tudi dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje. Nadalje potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca, vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja. V ostalih primerih pa samo, če organ tako zahteva. Nadalje dokazila o sorodstvenem razmerju, če matična dejstva niso vpisana v matični register Republike Slovenije. V postopku bo pristojna upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke. Iz matičnega registra Republike Slovenije o rojstvu ali sklenjeni zakonski zvezi tujca na območju Republike Slovenije oziroma o drugih matičnih dejstvih, če so vpisana v matični register Republike Slovenije. O obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan. Iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v lasti Republike Slovenije vodi Ministrstvo za pravosodje. Iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Slovenije. O vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče. Iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost. Torej v vseh teh primerih tovrstne podatke prosilcu ni potrebno prilagati, temveč jih upravna enota pridobiva po uradni dolžnosti. Toliko v današnji tedenski izdaji. Pomlad je tik pred vrati, smo v zadnji februarski sredi. Naj pride čim prej, naj se imamo lepo, seveda pa poskrbimo, da ostanemo zdravi in da pazimo nase in na druge. Lepo se imejte in se vidimo spet v prvi marčevski sredi. Srečno!